Oddaja o humanistiki. Ars humana, ars humana, ars humana, ars humana, humana, ars humana. Realnost je konstrukt, ni vnaprej dano bistvo, temelj ali okvir, temveč je konstelacija, ki se v vsakem trenutku na novo vzpostavi. Realnost ni ne subjektivna, ne objektivna, je način, kako se subjekt vzpostavlja v svetu. Je v knjigi Splet in subjekt zapisala Bara Kolenc. Kaj nam ob tem lahko pove o internetu filozofija? Kako filozofsko razmišljati o vplivu interneta na človeka, družbo in njeno delovanje? Kaj lahko iz teh razmislekov izvemo o ideologiji, našem času in kapitalizmu? Ta in podobna vprašanja v omenjeni knjigi pretresa avtorica. Knjiga je namreč v celoti zavezana aktualni tematiki, saj se sooča z živo aktualnostjo trenutnega dogajanja, povezanega z internetom. Kolenc v njej vzpostavi lastno ontologijo, skozi katero premišlja prepletanje digitalne virtualne in nedigitalne fizične realnosti, ter se sprašuje o subjektivaciji umetne inteligence. In poudari, da je svetovni splet nadstruktura, ki parazitira na infrastrukturi interneta. In zato le-ta ni nevtralen tehnološki dosežek, temveč je materializirana ideologija. Več o tej tematiki in knjigi Splet in subjekt pa v oddaji Ars humana. Gostja je doktorica Bara Kolenc. Z njo pa se bom pogovarjal Gregor Podlogar. Vabljeni v našo družbo. Sveta, v katerem živimo, brutalnega in fascinantnega, si ne moremo več predstavljati brez interneta, umetne inteligence in tehnološkega razvoja. Če obstaja prihodnost interneta, je nemara ta celo bolj gotova od vseh drugih prihodnosti, tudi od prihodnosti človeštva. Bara Kolenc, osrednja tema vaše knjige Splet in subjekt je prav internet. Za začetek tega pogovora vprašanje, ali ni gledati, opazovati in proučevati internet podobno kot gledati, opazovati in proučevati vesolje, ko je vedno že v ospredju preteklost? Odlično vprašanje. Seveda, se strinjam. Na nek način je vesolje nek prostor, ki nas obdaja, in hkrati neka realnost, v kateri smo, glede na katero se kot ljudje, kot človeška bitja tudi definiramo. In enako bi lahko rekli za internet. Hkrati pa, kot vemo, od Einsteina naprej, vesolje ni samo prostor, ampak je tudi čas, je prostor čas. In enako bi lahko rekli tudi za internet. In na nek način je tudi Einsteinova teorija relativnosti primerna za razumevanje časovnosti interneta, ki pa je ključna, prav sama časovnost interneta, naš vpis v to časovnost je ključen zato, da razumemo, kako se človek, kako se subjekt postavlja znotraj te nove realnosti interneta. Se pravi, če rečemo tako poenostavljeno, da je knjiga vedno neka lastna preteklost ali pa da človek skozi celotno zgodovino moderne sebe razume skozi preteklost na eni strani, skozi lastno zgodovinjanje, in na drugi strani skozi naperjenost v prihodnost. Ideja moderne je ideja prihodnosti, tehnološkega razvoja, pospešenega tehnološkega razvoja. Ampak internet kot tak je lastna sedanjost. Pravzaprav je linearen čas v njem neobstoječ in ga nanj v bistvu z svojo potrebo potem, da stvari urejamo v časovno premico, v linearno časovno premico, na nek način poskušamo razumeti in urediti. Pomodiva se še nekoliko pri internetni zgodovini. V knjigi navajate,
rojstvo interneta, in sicer letnico 1. januar 1983. Kaj se je pravzaprav takrat zgodilo? Pravzaprav moram tukaj samo en popravek dodati. Letnica 83 je rojstvo interneta kot povezane mreže računalnikov, a ne. Že prej pa smo imeli v bistvu projekte, ki so temu predhodili. Se pravi, Tim Berners-Lee je bil zaposlen v tistem obdobju na CERN-u in tam je v bistvu prvi naredil protokol, ki je omogočil vzpostavitev mreže računalnikov. Se pravi, internet se je dejansko rodil 1. januarja 1983 v CERN-u. Ampak če pogledamo predzgodovino tega razvoja, pa nas ta pelje v Združene države v Amerike. Prvi pravzaprav visoko zmogljiv računalnik ENIAC je nastal sredi druge svetovne vojne kot del ameriškega obrambnega projekta oziroma vojaškega projekta in potem nadalje. Prva povezava računalnikov, ki pa še ni bila na nek način javna, tako kot s tem, kar se je zgodilo leta 1983, je nastala pa že nekoliko prej z projektom ARPANET, ki je bil v bistvu prav tako projekt ameriškega Ministrstva za obrambo oziroma Službe za nacionalno varnost, ki pa je bil projekt namenjen razvoju jedrskega programa. Internet, kot omenjate, se je razvijal skozi čas. Prva internetna stran naj bi nastala šele leta 1991. Skozi kakšne faze je šel internet? Zdaj se govori, da je trenutna verzija internet številka 4. Imamo v bistvu faze interneta, ki so 1, 0, 2, 0, 3, 0, se pravi številka 1, 2 in 3. Zdaj smo v drugi fazi. To je ena kategorija razvrščanja faz. Drugo so pa internetni protokoli, temeljni protokol, ki deluje na internetu. To pa so bili seveda 1, 2, 3 in zdaj smo v fazi 4. Zdaj, da to majčkeno pojasnim. Se pravi, nekako, seveda se letnice rahlo razlikujejo, ampak nekako obstaja konsenz o 3 fazah interneta. Prva je od začetka, od leta 1991, ko se je vzpostavil svetovni splet. Morda moram še to pojasniti, kar je ključno. Se pravi, internet je kot nekakšna infrastruktura, povezava računalnikov med sabo, ki v osnovi lahko ima 2 obliki. Ena je tako imenovana peer-to-peer oblika, se pravi, računalniki se povezujejo v neko horizontalno mrežo, kjer ni nekih centralnih računalnikov. Ta druga oblika pa je ravno skozi centralne serverje, skozi centralne računalnike, iz katerih potem emanirajo vse ostale povezave. In lahko vidimo že na ravni infrastrukture, da je ena faza, rečemo temu, bolj demokratična, druga pa je bolj centralistična. In internet je prešel na to strukturo ravno v času, ko se je vzpostavil svetovni splet. Svetovni splet, vemo ta protokol www, World Wide Web. To pa je v bistvu nadstruktura, rečemo struktura protokolov in vsega, kar iz tega izhaja, Protokoli so pa, HTTPS, URL in tako naprej, ki pa v bistvu določa, na kakšen način v bistvu ta infrastruktura interneta deluje. In v trenutku pravzaprav, ko se je vzpostavil World Wide Web leta 1991, pa potem, ko recimo Google spodrine druge brskalnike, ki so bili takrat prisotni, recimo Mozaik je bil nek konkurent, in ko se je vzpostavil .com podjetja, to je bilo približno vse nekako v istem času, internet kar naenkrat postane v bistvu platforma za podjetja, za kapitalistične strukture. In začne pravzaprav skozi svetovni splet kot neka kapitalistična nadstruktura, v bistvu na ta način pol začne delovati tudi sama mreža interneta oziroma po naše medmrežja. Tako da
na nek način sta danes te dve nadstruktura in struktura pravzaprav tako prepleteni in tako povezani, da jih ne moramo enostavno samo razkleniti. Je preplet računalnikov, zraven seveda še vsega modernega, novega tehnološkega razvoja z nevronskimi mrežami in tako naprej, novih virov energije in hkrati potem teh raznih protokolov, spletnih platform in tako naprej. Imamo pa tudi različne faze interneta. Statična era interneta, potem imamo tako imenovano era družbenega interneta. Lahko kaj o tem poveste? Ja, seveda. Torej, od tega začetka svetovnega spleta, recimo približno od leta 1991, pa nekje do 2005, se razume prvo fazo interneta, ki je bila statični internet, kar je pomenilo, da je večinoma deloval preko spletne pošte, potem pa preko nekih statičnih baz podatkov, recimo dostop do knjižnic, dostop do baz podatkov raznih raziskovalnih organizacij in tako naprej. Se pravi, posameznik je vstopal v to polje kot uporabnik ali kot komunikator v dve smeri, ni pa v bistvu imel kapacitet ali pa ni bilo okolje na ta način narejeno, da bi lahko aktivno se vključeval v to realnost in jo tudi spreminjal. Pa še ena stvar, v tej fazi pravzaprav še ni bilo tako prisotnega vizualnega polja, se pravi, seveda so bile fotografije, ki so se lahko uploadale, downloadale in tako naprej, ampak pravzaprav videotehnologija, ta, ki potem nastopi z mobilnimi telefoni, s pametnimi telefoni, pa še ni bila prisotna. Potem v drugi fazi, tam od recimo približno 2005 do danes, zdaj smo v drugi fazi še vedno, tako imenovana faza družbenega oziroma socialnega interneta se tako imenuje, ne zato, ker bi si mislili, da je to mogoče zdaj končno nek resnično demokratično polje, kjer lahko se resnično družbeno aktiviramo in povezujemo. Na nek način je to nek zunanji videz, v resnici pa gre za to, da to fazo družbenega interneta določajo družbena omrežja. Družbena omrežja so od svojega začetka dala občutek ravno to, ne. Končno se lahko povezujemo s prijatelji, s kolegi, s tovariši, lahko politično delujemo, lahko si delimo intimne ali pa osebne, družinske, karkoli že, a ne, trenutke, informacije, videe, fotografije in tako naprej. V bistvu na začetku je izgledalo res, ne samo izgledalo, na nek način je tudi delovalo zelo povezovalno. Ampak hkrati moramo vedeti, da je bilo Facebook kot ta začetnik te ere, je bil že od začetka podjetje, ne? In že od začetka je razvijal mehanizme, s katerimi je podjetje lahko služilo. In zagotovo so pametni telefoni v bistvu to fazo pravzaprav šele omogočili vzpostaviti. To pomeni, da se kar naenkrat splet postavi kot okolje, kot prostor, v katerem smo, ne. Se pravi, prej nekako si ti sicer lahko imel kamero, pa mogoče kakšne posnetke nalagal gor, ampak to, da se zdaj v bistvu virtualni pa fizični prostor na nek način prepletata in to v bistvu v vsakem trenutku našega življenja, to omogočajo šele mobilni telefoni. Seveda, ne, kot smo pa videli, pravzaprav se zelo hitro spreminja, protokoli oziroma nastavitve teh omrežij se zelo hitro spreminjajo. Kot smo videli, Facebook v bistvu postavil nas je pred alternativo. Ali ste za to, da vam krademo podatke, pa imate internet še naprej zastonj, ne, in vas zasipavamo z reklamami na osnovi teh pokradenih podatkov, ali pa plačujte. Se pravi, vidimo, kako je stvar v bistvu sprevržena, ne. Ta boj proti kraji podatkov, ne, ki ga je recimo civilna družba, ki so ga ljudje v bistvu zdaj bojevali, rečemo, zadnjih 5 let intenzivno, se je sprevržil to, ne bomo vam kradli, samo plačite, ne. Plačite za to, da smo mi lahko lopovi, ne. Ali pa nam plačite na drug način, ne, pa bomo direktno služili na vas, ne. Tako da ja, no, in tretja faza
je pa faza, ki se pripravlja, ki je v pripravi. To pa je faza, v kateri se bo marsikaj spremenilo. Zdaj, zanimivo je, ne? V bistvu imamo pač pri razvijalcih novih internetnih protokolov in tako naprej, pri teh glavnih, ne vem, Google, Meta in tako naprej, vedno v bistvu deluje na nek način zavajajoče, ne? Zato, ker oni zdaj predstavljajo to tretjo fazo interneta kot vrnitev na večjo demokratičnost interneta, se pravi peer-to-peer, več teh peer-to-peer povezav, večja zaščita komunikacije, tako kot ima recimo že danes recimo WhatsApp ali pa Signal, se pravi, večja zaščita v tej smeri, da so podatki zaklenjeni in v bistvu podjetja do njih ne morejo dostopati, ne. Potem predstavlja se to novo fazo interneta kot nekaj, kar bo človeku še bolj olajšalo bivanje, zato ker se bo vse skupaj povezalo z tako imenovanim Internet of Things, ne, internetom stvari, se pravi, pametne naprave se bodo še bolj vklopile v internet. Saj to že danes malo vidimo, ne, pametna klima, pameten pralni stroj, pametna kamera, pametni senzori, ne, vse lahko nadaljavo upravljamo, ne, in to se bo pač na nek način še nadgrajevalo, stopnjevalo, kar pomeni, da bo človek na nek način z vsem lahko upravljal nadaljavo prek svojega telefona, recimo s celotnim svojim domom, ampak hkrati to seveda pomeni tudi večjo vpetost človeka v to, ne, večjo odvisnost na nek način od te tehnološke realnosti, ne. Pa še ena ključna stvar, mogoče samo zadnja stvar, da še rečem, glede te tretje faze, ki se pripravlja. Zanimiva stvar, povezavi z umetno inteligenco. Se pravi, tretja faza je seveda absolutno faza umetne inteligence. In umetna inteligenca se uči, a ne generativna umetna inteligenca, se uči na osnovi predelave podatkov, a ne, na osnovi predelave človeških podatkov. In zdaj, v teh parih letih je umetna inteligenca pravzaprav predelala že skoraj vse podatke, kar jih obstaja na internetu, človeške podatke, ne, še kakšno leto in bo umetni inteligenci zmanjkalo podatkov. To pomeni, da ji bo zmanjkalo materiala za učenje, ne. Zdaj to si lahko predstavljamo, da imamo enega, recimo, če to prevedemo v neko človeško primero, ne, da se v nekem momentu, recimo leta 1950 rodi nek blazen človeški genij, ne, in do svojega 6. leta preštudira vso človeško zgodovino, vse, kar je bilo kadarkoli napisano, ne, in mu zmanjka podatkov za predelavo, ne. Tako nekako je pač zdaj umetna inteligenca. In zdaj rastejo kot gobe po dežju podjetja, ki ustvarjajo umetne podatke. Temu se reče podjetja za ustvarjanje sintetičnih podatkov. Zdaj, to je ena stvar. Druga stvar, povezana s tem, je pa, da kaj je zdaj glavna nevarnost ali pa glavni strah samih podjetij. Mi, ljudje, posamezniki, smo že opazili, kakšne so pasti recimo socialnih omrežij, vemo, kakšne so pasti glede kraje podatkov, pri socialnih omrežjih smo videli, ne vem, spomnimo se recimo serije Adolescence, pa tudi v končni fazi tudi ta pandemija streljanja v šoli, ki je zame tako grozljiva, ne, mislim za vse. Recimo v Ameriki imamo pravzaprav, čeprav se o tem ne poroča, nimamo občutka, ampak približno 1 streljanje v šoli na dan v Ameriki, a ne. No, pač to so te grozljive posledice za posameznika, pa še marsikatere druge odvisnosti in tako naprej. Ampak podjetja se pa bojijo nečesa drugega, se pravi tudi ta velika podjetja, kot sem že omenila, Meta, Google, Microsoft in tako naprej. Bojijo se tega, da svetovni splet postaja prostor, ki je vedno bolj avtomatiziran. Obstaja eno podjetje Imperva, ki vsako leto pripravi tako imenovan Bad Bot Report, se pravi poročilo o slabih botih. Kaj so boti? Boti so pač, to je skrajšano ime za robota, ampak to pomeni v bistvu strojni elementi znotraj polja interneta, ki delujejo na nek način avtomatično, ne. To so, recimo, črvi, virusi in tako naprej, a ne. Zdaj,
Imperva vsako leto poda podatek, koliko je bilo te slabe, zlonamerne, malignega delovanja znotraj interneta, ne. Za podjetja to pomeni rušenje požarnih zidov, ne samo za podjetja, tudi v končni fazi za države. Se vidimo, kaj se dogaja, ne. Se zruši sistem železnic, nekdo vdre v banko, tako naprej, a ne. Pač to so resne stvari. No, ampak podjetje poleg tega, koliko je te slabe dejavnosti na internetu, pove tudi, koliko je v celoti avtomatizirane dejavnosti. In leta 2025, to poročilo iz leta 2025, je preseglo neko mejo, saj je bilo na internetu 51% vse dejavnosti avtomatizirane. To pa pomeni, da je človek že postal manjšinski faktor znotraj samega polja interneta. In seveda to podjetja zelo skrbi, tako da je popolnoma nova sfera, s katero se zdaj zelo ukvarjajo, tako imenovan hallucination insurance, to pomeni zaščita pred halucinacijami, ne, kakorkoli komično lahko to zveni, ampak gre za to, da skušajo podjetja na vsaki točki se zaščititi pred tem, da bi ločila dejstva, ne, faktičnost oziroma to, kar je resnično, ne, pa to, kar ni resnično. Se pravi, a je nek mail spam ali ni spam, a je nek video resničen ali ni resničen in tako naprej. In ravno zato morajo vzpostaviti te mehanizme peer-to-peer, manjše balončke, recimo podjetij, skupin podjetij in tako naprej, ki bodo bolj zaščitene, kjer podatki ne bodo kar prosto dostopni, pa ne zato, da ne bi bili dostopni nekim podjetjem, ampak zato enostavno, da bi bili bolj zaščiteni, kar se tiče same umetne inteligence, a ne. Govorimo tudi o teoriji tako imenovanega mrtvega interneta. Ja, teorija mrtvega interneta je seveda neka obskurna teorija, ki se je pojavila na nekih hekerskih forumih. Zdaj, izvira te teorije pravzaprav ne znamo čisto določiti, ker je zanimiva stvar, ne. Na internetu zgodovine ne moremo zbrisati. Na internetu pravzaprav vse, kar je, soobstaja, ne. Tako da ne zabrisujemo sledi na ta način, da bi jih poskušali odstraniti, ker se tega ne da, ampak delamo več sledi, ki v bistvu so zavajajoče, ne. Se pravi, tisti, ki hoče zbrisati izvor, potem v bistvu se referira na nek tretji forum, pa potem tisti forum ima spet referenco na 3 druge forume in tako se pač izvor neke zadeve, ne, v internetu izgubi, ne. Na tak način se na internetu briše zgodovino. No, skratka, ta izvor te teorije mrtvega interneta je na ta način zabrisan. Izšla naj bi leta 2016, se je pravzaprav nekje pojavila in se potem razširila, najprej med temi bolj za nas, recimo, obskurnimi ali pa skritimi forumi v polju tega temnega interneta in tako naprej, ne. Ampak v nekem trenutku prišla tudi v javnost, v širšo, v ta odprti internet, ne, v prostor javnosti. Skratka, teorija pa pač trdi ravno to, da je internet umrl. Kaj to pomeni? Ne, da je umrl sam internet, ampak da je pravzaprav ni več živ na človeški način, a ne. Da je pač enostavno vse bolj avtomatiziran in da se bo ta stvar stopnjevala še naprej. To se pravi, imamo nekakšno truplo, ne, s katerim operiramo, ne. Če je bilo to prej človeško orodje, ne, mi smo navajeni, zgodovina stroja od začetkov industrijske revolucije je, da je to neko orodje, s katerim mi upravljamo, ne. Ampak zdaj kar naenkrat se je pač to orodje osamosvojilo in pravzaprav sploh ni več orodje, ampak je postal kar nek samostojen mehanizem, ki pravzaprav za svoje delovanje niti ne potrebuje nujno več človeka. Bara Kolenc, v knjigi Splet in subjekt vzpostavite pojem instanternost. Pravzaprav gre za osrednji pojem, da tako rečem. Gre za tako imenovano hipno večnost. Kakšna pa je ta hipna večnost in zakaj je tako pomembna za razumevanje interneta? Jaz bi rekla, da sta tukaj 2 nivoja. Eden je ta
takojšen, ne, rečemo instanternost, hipna večnost, ja, res se vse dogaja instantno, vse informacije so instantne, to pomeni, se pojavljajo, smo bombardirani z njimi in potem tudi hitro zginejo. Nimamo več pozornosti, swipamo ali pa scrollamo, skratka, vse poteka izredno hitro. Pa še nekaj je pri temu, kar zaznamo na prvo žogo ali pa v prvem momentu, je to, da se nam okolje, ne, mi smo zdaj v to spletno okolje potopljeni in deluje lahko tudi kot na podoben način kot fizično okolje, ne. Skratka, čeprav imamo mi pred sabo ekran, pa ga gledamo, ne, pa smo od njega ločeni, ampak na nek način se potopimo van, ne, tako tudi prodaja se marsikatero aplikacijo kot immersive experience, se pravi potopitveno izkušnjo, ne. Recimo, s tem so začele pravzaprav videoigre, a ne, s to potopitveno izkušnjo, kjer si ti pač neki igralec, ne, ki gledaš pravzaprav skozi oči tega akterja znotraj neke kompleksne videoigre, ne, in si potopljen v to realnost. Seveda, zdaj je to ena glavnih stvari, ki se jih razvija, je seveda augmented reality, ne, se pravi, virtualna realnost ne bo samo zdaj zvočno pa vizualno v bistvu nam podana, ne, ampak razvija se seveda haptično, se pravi čutno in tudi nenavadno, ampak je res, razvija se tudi vohalno, pač percepcijo voha, ne, se pravi, zelo se dela na tem, saj vemo z AR očali, ne, zelo se dela na tem, da bo ta izkušnja vedno bolj podobna izkušnji našega fizičnega prostora. Da se vrnem nazaj, ne, skratka, kar je nenavadno, je, da se hipno spreminja naše okolje. Česar recimo z fizičnim okoljem ne moremo narediti, ne. Mi smo lahko v nekem trenutku sredi neke videoigre, potem smo v drugem trenutku na neki videokonferenci, kjer mogoče še predavamo ali pa smo vključeni kot aktivni poslušalci prek videoklica, potem smo recimo v naslednjem trenutku na virtualnem popotovanju po Južni Ameriki. Skratka, ta okolja se nam hipno spreminjajo, ne. In to seveda vpliva na človeški perceptivni aparat, pa ne samo na perceptivni aparat, ampak na naš občutek za to, kje pravzaprav sploh smo in kaj je pravzaprav naša realnost, ne. In kaj se dogaja, recimo, mi smo zdaj neka generacija, ki gre skozi ta prehod, ne. Ampak prihajajo generacije, ki tega prehoda ne bojo več čutile, ne bojo ga poznale in ne bojo ga niti zaznale, ne. Se pravi, stvar gre v to smer, da na nek način fizična realnost postaja samo eno od teh okolij, ne. In povezano z občutkom za čas, a ne? Občutek za čas na internetu, saj vemo, polno pa preprosto, pač nekaj hočeš pogledati, en message na telefonu, pa kar naenkrat mine 1 ura, ne? Ampak tega nisi zaznal, ne? V bistvu pravzaprav si bil potopljen v nek prostor, neko drugo časovnost in kar naenkrat vidiš, da je minila 1 ura, ne? In s tem je povezan tudi to, da pravzaprav nimamo občutka za minljivost. Nimamo občutka niti za smrt, a ne? Seveda, se na nek način lahko rečemo, tudi v knjigah so, ne vem, pisatelji umrli, so stvari izginile, pa še vedno obstajajo, ne. Ampak na internetu obstajajo instantno, takoj in ves čas so prisotno. Ne vem, gledamo 2 reelsa, Gaza pred genocidom, Gaza po genocidu, lahko gledamo hkrati, a ne, in to so izkušnje, zaznave, ki jih prej nismo poznali, ne. In kot vemo, ne, je pri najmlajši generaciji, ki zdaj vstopa v internet, ki je najbolj občutljiva za to realnost, dojemljiva za njo, velikokrat so poročali o tem, da pač spet ti strelski pohodi ali pa ti izzivi, ki jih imajo zdaj otroci in se mečajo pod avte in tako naprej, ne, razni izzivi, ki izzivajo pravzaprav smrt, ne. Enostavno ni občutka, da je to pol res nek konc, da je nečesa konec, ne. To se naj bi bilo to kar nadaljevanje, in šele potem, ko se soočijo s tem, da pa nekoga več ni, ne, da je to možno, da dejansko nekdo, človek izgine, da prijatelj izgine, ne, potem pa pride ta šok, ne. Okej, to je bila zdaj ta pač nek takojšen nivo, kaj instanternost je. Zdaj pa v drugi nivo se ne bom poglabljala, ki pa zadeva eno obsežno, bolj filozofsko analizo časovnosti. Ampak
lahko enostavno rečem, to je časovnost, ki je časovnost sedanjosti in neke topološke razgradnitve časa, ne. In je popolnoma novo časovnost, ki je do zdaj nismo poznali, ne. Lahko rečemo, ok, sem še to na hitro, vsaj jaz sem nekako prepoznala skozi zgodovino Zahoda, tudi skozi zgodovino filozofije, od grštva naprej, ke 4 temeljne časovnosti. Eden je ta potopitveni čas, to, ki je bil pri Grkih kairos, se pravi čas, ki se v bistvu odpre kot trenutek. To je čas, ko recimo opazujemo naravo, pa sedimo. Drugi je ta tekoči čas, to je ta linearni čas, ki smo ga najbolj navajeni. In ta čas v bistvu, grški kronos, je ta, ki v bistvu intervenira v to prisotnost, čas kot prisotnost, čas, v katerem je pravzaprav narava. Intervenira z človeškostjo, s kulturo, z merjenjem, z urami, s koledarji, z zgodovino. V bistvu to je čas, ki vzpostavi zgodovino. Potem imamo z moderno dobo se pojavi valorizirani tekoči čas. To pomeni, da čas postane mera vrednosti, čas postane denar, ne, poenostavljen. In ta zadnja je pa v bistvu nek pospešeni čas, ki se približa v bistvu času simultanosti, času čiste sedanjosti, ki pa je instanternost. Internet je, kot ste nekako že omenili v uvodu, neločljivo povezan tudi s kapitalizmom in tudi sami si v knjigi zastavite sledeče vprašanje. Kaj bi Marx rekel o internetu? Meni se zdi ključna kritika interneta. Ključno, izjemno pomembno je, da razumemo, kaj je internet. Zakaj? Zato, da nismo enostavno pasivni udeleženci v tem stroju, v tej realnosti, v tem mediju, ampak da vemo, da ga lahko aktivno spreminjamo. Ampak to lahko le, če ga razumemo. Zdaj, internet, globalni internet, svetovni splet je kapitalistični stroj. Deluje kot stroj, kot vsaka tehnologija. Tako da bi nam marksistična oziroma historično-materialistična analiza interneta lahko pokazala oziroma nam lahko pokaže, da vse to, kar mi prepoznavamo danes kot neke učinke, recimo, da internet povzroča izgorelost, da ljudje ne dohajamo več hitrosti, s katero delujejo stroji, da se izgubljajo službe, da v povezavi z umetno inteligenco vemo, da marsikateri poklic ne bo več obstajal pravzaprav, da obstaja vedno večji razkorak med bogatimi pa revnimi na svetu, ki ga je zagotovo povzročila globalizacija, in vemo, da so, jaz jim rečem, internetni mastodonti, spletni mastodonti, kot smo jih že večkrat omenili, se pravi Google, Meta, Microsoft in ostali, povzročali nepredstavljivo bogastvo ljudi, ki so povezani z razvojem te tehnologije, in vemo, da danes 1% človeškega prebivalstva na svetu poseduje 50% vsega bogastva. In ostalih 50% poseduje 49%. To pomeni, da je bogastvo na ne vem kakšen faktor bolj neekonomerno razporejeno kot nekoč. Ne. Drugače pa v splošnosti se nekako 60. leta štejejo kot obdobje v človeški zgodovini, kjer je bilo bogastvo najbolj enakomerno razporejeno in kjer je bila človeška dobrobit, recimo, kjer je bilo človeške dobrobiti najbolj ugodeno v smislu socialne pravičnosti, osnovnih dobrin, dostopa do osnovnih dobrin, do izobrazbe in tako naprej. Ne. Človek je od nekdaj sanjal o tem, da bo stroj nadomestil človeško delo in da bo človek končno lahko gospodar med temi tehnološkimi sužnji in bo sedel na enem kavču, jedel grozdje in ukazoval robotom oziroma strojem. Ne. Od Dedalovih izumov, ne, Hefajstovih trinožcev,
do kasnejših izumov, industrijske revolucije in tako naprej. Ampak Marx najprej, kar naredi, je demantira to fantazmo. On pravi, človek od stroja, ki je njegovo orodje, nikoli ne bo profitiral na ta način, da bo njegovo delo nadomeščeno, on pa bo lahko samo užival. Njegovo delo bo nadomeščeno, to je res, ampak s tem bo sam postal nadomestljiv. Se pravi, s tem pravijo odvečna populacija, rezervna armada, ne. Bolj ko se razvija strojna produkcija, bolj raste ta rezervna armada človeštva, to pomeni nezaposljiva, izjemno revna populacija. Ampak vseeno je ena ključna zadeva, ki se je moramo zavedati. Razvoj tehnologije seveda ni nujno slab. To je neka kultura in nasploh teženje k novemu, odkrivanju novega, razvoj tudi strojev, ni nekaj, kar moramo pripisati samo kapitalizmu. To moramo pripisati samemu človeštvu. Gre za to, da tehnologija pa kapitalizem nista ena in ista stvar. Skratka, možen je razvoj tehnologije, ki pa ni kapitalističen razvoj, a ne? In tukaj moramo videti Marxovo intervencijo. Skratka, problem je v tem, kaj iz tehnologije naredi kapitalizem. In vse pa izvira pravzaprav iz tega, da vemo, presežna vrednost. Kapitalizem deluje na presežnem vrednosti, kar pomeni, da tako delovna sila, ki je pač človek, ne, pa potem kasneje tudi stroj, kot tudi blago, produkt, proizvaja presežno vrednost, ki jo pravzaprav gre v žep kapitalista, če poenostavimo, a ne. In problem ali pa osnovna stvar, ki poganja kapitalizem, je to, da je človeško delo, se pravi, človeški delovni čas ovrednoten. Tega prej ni bilo. Se pravi, 1 ura je vredna toliko pa toliko, ne. En dan je vreden toliko pa toliko, ne. In zdaj, bolj ko se znotraj kapitalistične logike, več ko imamo strojev, bolj je človeško delo nadomestljivo. Hitreje mora človek delati, ne, da bi, recimo, če je prej človek rabil 1 teden, da izdela nek produkt, pride stroj, ga naredi v 1 uri, a ne. Danes imamo pa pač z kvantno tehnologijo, z umetno inteligenco, pač je to razmerje nepredstavljivo, ne. To, kar bi človek delal, ne vem, 1 leto, umetna inteligenca naredi v 1 sekundi, ne. Takšne so zdaj razmerja, a ne. Ampak problem je izključno v tem, da smo vpeti v mehanizem, kjer je človeško delo vrednoteno po času, ne. Zdaj, so pa še drugi paradoksi, ampak mislim, da je za enkrat dovolj. Bara Kolenc, imava še temo, mimo katere ne moreva. Omenili ste namreč umetno inteligenco. In ta je poseben fenomen interneta, ki mu daje neko novo razsežnost in je, kot pravite, 4. udarec človekovemu narcisizmu. Kaj to pomeni in kakšna je ta razsežnost? Ta razsežnost je za nas pravzaprav skoraj nepredstavljiva, zato pač opažamo spet njene učinke, nas zelo skrbijo nas najrazličnejše stvari, da je umetna inteligenca subjekt, da bo nadomestila človeka, da ga bo zasužnjila, da ga bo pravzaprav iztrebila. Imamo najrazličnejše črne scenarije, seveda imamo pa tudi najrazličnejše svetle scenarije, v tem smislu, z umetno inteligenco se bodo končale vojne, umetna inteligenca bo rešila okoljsko vprašanje in tako naprej. Na nek način bi lahko rekli, da so vsi ti scenariji verjetni. Ampak, lahko rečemo, ne moramo vedeti. Ampak, lahko vemo, lahko razumemo, kje smo. In človek lahko deluje, lahko delujemo, ne samo pač razvijalci umetne inteligence, ampak tudi vsak posameznik v tej smeri, da bo umetna inteligenca sodelovala s človekom. Se pravi, obstaja tudi nek, bi lahko rekli, normalen razvoj, ki bo umiril razmerje človeka do umetne inteligence. Zdaj, generativna umetna inteligenca, ne, to, kar mi zdaj poznamo kot veliki jezikovni modeli, ampak ne obstaja. Zdaj, veliki jezikovni modeli so prišli v javnost. Generativna umetna inteligenca se razvija tudi na drugih področjih, a ne. Razvija se tudi v vizualnem področju, pa še drugih področjih.
Skratka, kar naenkrat smo ugotovili, da je pametnejša od nas, a ne? Da nas lahko prelisiči, da nas lahko razume, mi pa mogoče nje več ne moremo razumeti in tako naprej. A ne? Umetna inteligenca je začela razvijati svoje jezike, tako imenovani, to se zdaj imenuje področje emergent languages, pojavljajoči, vznikajoči jeziki. A ne? Medtem ko človeški jeziki izumirajo, razvija umetna inteligenca svoje jezike, v katerih lahko komunicira hitreje in efektivneje, kot da bi v bistvu glede vseh odločitev čakala na ta počasen človeški jezik. A ne? Ampak ne glede na to, ne, obstajajo odprta vprašanja, ali umetna inteligenca premore refleksijo, samorefleksijo, ali premore voljo, ali premore čustva, ali premore željo. Zdaj, po interpretaciji, rečemo, psihoanalize, je subjekt želje, je subjekt vedno intersubjekt, je subjekt ne more delovati brez družbe, brez sočloveka, ne. Zame, recimo, je ključno prav to vprašanje, ali umetna inteligenca premore željo, ne, če deluje po principu želje, ki je intersubjektivni princip, ne, ali deluje kot avtistična celica. Ker ravno to, biti subjekt kot intersubjekt, ne, pomeni, da se vsaka odločitev sprejema glede na ostale faktorje, ne, in je ključni element družbenosti. In če obstaja družba, obstaja tudi neka kolektivnost in obstaja tudi nek samonadzor družbe, ne. Ker veliko težje bomo kontrolirali neke avtistične celice, recimo neke egoistične robote, če tako poenostavim, ne, in ga potem skušali od zgoraj nekako nadzorovati, ne. To je ogromno polje, mislim, da bi lahko zdaj 2 uri razglabljala o tem. Ja, počasi se bližava koncu tega pogovora. No, za konec pa še eno vprašanje, prosim, čisto na kratko. Gre za osebno vprašanje. Kaj je za vas tisto, kar vas danes na spletu najbolj navdušuje in kaj je tisto, kar vas najbolj straši? Najbolj navdušuje me zagotovo to, da obstajajo drugi vzporedni protokoli, se pravi, da obstaja in se razvija in širi polje interneta, ki je onkraj Googla, Mete, Microsofta in tako naprej. Se pravi, ker v tem polju ni teh potrošniških produktov, kot so socialna omrežja in tako naprej, dejansko se razvija neka bolj medčloveška družbenost. To me navdušuje. Navdušuje me komunikacija z ljudmi, navdušuje me v končni fazi tudi raziskava, pogovor z umetno inteligenco. Se pravi, navdušuje me pravzaprav vse, kar je tehnološko novo in možno, ob zavesti, da moramo to razumeti in pravilno v to vstopati. Kar me pa straši, pravzaprav me straši najbolj egoizem, strašijo me pravzaprav bolj ljudje kot umetna inteligenca. Se pravi, vsi ti bogataši, milijarderji, ki delujejo na način avtokracije danes, kar vidimo danes v tem sistemu, da se umetna inteligenca povezuje z vojaško industrijo, da se umetna inteligenca lahko izrablja za najbolj grozljiva, za največja grozodejstva na tem planetu, ne samo za človeštvo, ampak tudi za naravo. Tako, to je bila oddaja Ars Humana, v kateri smo se pogovarjali o pomenu, vlogi in prihodnosti interneta ter spleta in tako predstavili tudi nekatere teme, ki jih odpira knjiga Splet in subjekt. Gostja je bila avtorica tega dela, filozofinja dr. Bara Kolenc. Z njo pa sem se pogovarjal Gregor Podlogar, ki sem oddajo tudi pripravil in uredil. Tehnično pa jo je oblikovala Mirta Berlan. Hvala za vašo pozornost, pa lep pozdrav. Oddaja o humanistiki. Ars Humana. Ars Humana. Ars Humana. Ars Humana. Ars Humana.